Pozdravljeni nazaj v mojem kanalu. V prejšnjem videu sem me vprašal, s katerim kandidatom za predsednika Slovenije bi naredil intervju. In je bilo 77% za Damjana Murkota. Zdaj pa pač, kaj vi rečete, to jaz naredim. Danes sem z Damjanom Murkotom. Zdravo tebi in vsem tvojim gledalcem, tvoje zelo priljubljene strani, ki jo tudi jaz zelo rad spremljam. Hvala. No, zdaj pa ti pač bi vam, zastavil par vprašanj. Ja, kad ti me lahko tikaš. Ok, dobro. Prvo vprašanje je, kaj ti meniš o naših gledalcih? Kako se počuje, so oni tebe neke vrste izvolili, da boš ti naredil z mano intervju? Ja, dejansko že to je nek dokazatelj temu, kaj ljudje dejansko v Sloveniji želijo. Se pravi, želijo si svežine, novih obrazov, tudi na političnem področju. In jaz mislim, da so to tvoji gledalci zelo dobro prepoznali in zavohali, če se lahko tako izrazim, da bi lahko midva naredila ta intervju. In jaz moram reči, da sem prepričan v uspeh sebe kot kandidata za predsednika in seveda absolutno tega videa boš videl. Tudi jaz se strinjam s tabo. Naši fanti so postali evropski prvaki v košarki. Kaj meniš ti o tem? Jaz mislim, da ko bom predsednik države, bi zaslužili ti fanti res neko lepo darilo za trajno last, mogoče moj CD, da bi ga lahko na teh pripravah seveda poslušali. V prvi vrsti pa mislim, da bi tradicionalni koledar, moj seksi koledar, pasal v njihove garderobe, da bi se ob tem tudi malo sprostili pred tekmo, ne? Mislim, da bi lahko bili še boljši. Se strinjam, pa bi lahko pač mogoče, če imaš kaki koledar še za mene, potem? Ja, veš kaj? Mislim, da si malo premali za to, da bi ti gledal ta koledar. Čez kaki 2 leti pa mislim, da bo že počasi potreben koledar. V čem si pa boljši od drugih kandidatov? Ja, če bi me vprašal, o čem nisem, bi ideje naštel. No, jaz mislim, da je pač neka specifika, da sem v 12 letih nastopanja povedal dejansko vse, kar pa nisem povedal, pa odpreš revijo in prebereš vse o meni, ker vejo o meni več, ko vem jaz o sebi. Sicer pa jaz sem edini kandidat, ki ne obljubljam nič, ne. Se pravi, predsednik države ne mora narediti nič preko drugih, tako da v vsakem primeru, pa to moram povedati, ne bi delil in se ne sme deliti ljudi na versko prepričanje, barvo kože in na spolno usmerjenost. Tako da na tem področju bi bilo treba res veliko narediti, pa mladim perspektivnim kadrom, to mislim tudi na tebe, dati mogoče še kakšna sredstva, da se lahko bolj razvijajo na slovenskem in mogoče tudi na tujem področju. Kdo je tvoja največja konkurenca in zakaj? Jaz moram biti iskren, na konkurence na tem političnem področju nekako ne čutim. Mogoče se najbolj približam lahko aktualnemu predsedniku gospodu Pahorju, ker dela dejansko isti PR, ki ga delam jaz, samo da jaz za to ne zapravljam davkoplačevalskega denarja, on pa. Vse, kar se zgodi na mojem zelniku, zaraste na mojem zelniku in dokler bo tako, da jaz za svojim delom, za svojo kampanjo, za svojim načinom razmišljanja ne škodujem drugim, mislim, da bom boljši predsednik kot Pahor. Ampak zakaj te eni ne jemljejo resno? Jaz mislim, da ljudje, ki me ne jemljejo resno, so malce rahlo omejeni, da ne razumejo mojega poslanstva. Je pa res, da se nek cirkus izvaja na političnem področju že leta, sedaj je to še bolj intenzivno in včasih, verjemi mi, zelo resno razmišljam, da bi tudi zaradi tega vse skupaj pustil, ker mislim, da sem jaz malce preveč resen, kot pa da ne spadam v to srenjo, kjer se dogajajo tako velik cirkus, da bi dejansko rekel, da so bolj kot politiki vsi klovni, no. Pa še za predsednika države bi rad rekel, da bi bilo fajn, da bi ga videl vsaj enkrat kot predsednika države, ne pa vse drugo. Kaj pa, ko boš bil predsednik, ker jaz seveda verjamem v tebe, ko boš bil predsednik, te bomo lahko mogoče prišel pogledat v tvojo predsedniško palačo? Ja, mogoče, če že boš kaj sošolcev zraven pripeljal. Seveda bom. No, zdaj pa še nagradna igra. Vsi 100% poznate Damjan Murkot CD, za mene pač najboljša glasba, kaj sem kdaj slišal. Na vročino? Ne, jaz vem, po mojem okusu je on najboljši pevec, boljši kot Justin Bieber in vsi drugi. 100% in tudi lepši. No in gremo tako.
Grota. No, vse, kar morate narediti, je, da pod komentar napišite... Lahko sam? Hvala. Pod komentar napišite, Damjan Murko je car, pa tisti komentar, ki dobi največ komentarov, pa dobi Damjan Murko CD, pa pod komentar, naprimer jaz napišem Damjan Murko je car in moji prijatelji morajo spodaj napisati, podari mu Damjan Murko CD. In potem bom jaz vam povedal, kdo je zmagovalec. Mislim, da si vsi želite imeti Damjan Murko CD, da sodelujte. In tu zgoraj ste na moj kanal, lajkajte, šerajte, volite. Hvala ti. Z veseljem. Hvala se mete. Enako. Saj pod krilom skriva ona penis, večjega kot moj prijatelj Denis.